Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Nahajava se v kraju Olomouc. Tukaj bova najprej naredila en sprehod, šla na kosilo in preživela en tak lep dan. Ustavila sva se v tipični domači moravski restavraciji. Matjaž je naročil telečjo pečenko. Telecki pavouček. Telecki pavouček? Jaz pa reberca pa zelje. Masita veprova žebra. Masita veprova žebra. Poleg sva naročila še vsak kozarc belega vina. Čin, čin. Zdravje. In pa liter vode. Po kosilu sva šla na en kratek sprehod, ampak naju je kar kmalu premagala želja po kavi in pa limonadi. Ampak da ne boste mislili, da sva samo jedla pa hodila po kavicah, tudi mesto sva si pogledala prav v detajle. Tako lepo živahne barve, vzdrževane stavbe, čudoviti kipci, tlakovani trgi, vodnjaki, sončne ure in piko na i je dodalo še čudovito vreme. Največja znamenitost tega kraja je ta stolp Svete Trojice, ki pa je že v obnovi, tako da si ga nisva mogla pogledati. Obnovitvena dela bojo trajale 2 leti in pol, od aprila 2024 do decembra 2026. Se je pa danes zelo lepo sprehajati, ker je komaj 27 stopinj Celzija in je taka prijetna temperatura. Malo še veter popiha in je potem res taka svežina. Še včeraj je bilo tle tudi 40 stopinj, ker je tudi Češko zajel ta vročinski val. Na tisoče tlakovcev, ki so res lepo položeni po tleh in je celo mesto prepleteno z raznimi vzorci. Glavno mesto Moravske je res Brno, ampak zgodovinska prestolnica te pokrajine je pa zagotovo Olomouc. Prav občudujem, kako so v Brnu izkoristili to umetno jezero, ki ni namenjeno le zadrževanju vode in proizvodnji elektrike, ampak je postalo pravo središče življenja. Tukaj se kopajo, supajo, trenirajo, prevažajo z ladjicami in pa uživajo v naravi. Tudi jaz zelo uživam, tako da bom tle preživela tudi nekaj časa. Okrog in okrog tega jezera so ohranili ogromno gozdov, tako da je sence vse posod dovolj. In to je prav en tak lep primer, kako lahko ena taka točka hkrati služi mestu in ljudem. Današnji sprehod začenjam na čudovitem gradu Mikulov, ki stoji na skali nad mestom. Sprehodila se bom okoli mogočnega grajskega poslopja in dopolnila lepe spomine, saj me vsak korak popelje v povsem drug čas. Danes je zunaj 32 stopinj in je kar vroče v dolini, tako da sva se odpravila v hribe in našla eno tako prijetno restauracijo. Matjaž bo jedel jelenove medaljone z omako, jaz bom pa jedla račja prsa. Čin, čin. Kto tu nie ma wiruszona, kryczak na nią, ani sa jej dotyka.
nekaj smoka sem dobila. Super sva se najedla, odlična hrana in veste, koliko sva plačala? 27 evrov. Res ugodno. Všeč mi je bil tudi ta starinski stil, prav tiste stare mize še. Meni jih je bilo kar malo škoda za tako restauracijo. Tako da sva bila prav zadovoljna. Mislim, da bova še prišla, ker to je pol urca od najinega apartmaja. Tukaj vidimo tudi še spominsko ploščo, ki spominja na zgodovino te restauracije. Sva se pa po poti proti apartmaju vmes ustavila še pri enem pomniku miru, ki obeležuje bitko, ki se je dogajala pred več kot 200 leti. Zelo lepo obeležje, ki se ga je splačalo priti pogledat in sem zelo vesela, da sva se ustavila. Na hribu nad Valticami ponosno stoji mogočna kolonada Rajstna. Ta čudovit zgodovinski spomenik s svojimi mogočnimi stebri že stoletja kljubuje času in kraljuje nad mestom. Nekoč je služila kot razgledna točka prednikom plemiške družine Lichtenstein, danes pa ponuja čudovite razglede vsem popotnikom. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!